Dobrodošli nazaj. Še vedno sta z nami naš novi stalni komentator, magister Bernard Brščič in naš zunanji komentator, posebni gost, profesor Boštjan M. Zupančič. Gospod profesor, na okrogli mizi konec lanskega leta ste uporabili en citat, ki po mojem mnenju kaže na to, da razumete, kaj se sme in česa se ne sme pri nas. Poglejmo. Nekorektno. Ja. Okay. No, to je to, kar sem prej rekel o Voltairju. Če hočeš ugotoviti, kdo ti vlada, zelo enostavno poišči tistega, ki ga ne smeš kritizirati. Ne? Profesor Zupančič, se pravi, a ste vi na nek način pričakovali to reakcijo vlade? Se mi zdi, da v podtonu ves čas nekako to visi v zraku, da ste na nek način vedeli, da pač s temi vašimi reakcijami hodite po tankem robu, ali če zelo špekuliramo, ali ste mogoče načrtovali tako reakcijo. Govorim zato, ker ste v uvodu oddaje povedali, da v bistvu ta stvar za vas vendarle ni bila tako, bi rekel, privlačna, da bi postala čisto izključujoča. Ne, to je druga stvar. Ne, jaz sem pač te vrste človek, ne, da verjamem v to, kar je rekel Voltaire. Ne. In v situaciji, kakršna je slovenska, ki je rečemo temu predmoderna ali obmoderna, kot bi to rekel Urban Vihovar, je eno stališče, ki je principielno, ki pač stoji na tem, da je abortus umor po določenem času in tako naprej. In jaz sem v neki intervjuju z Markom Pavliha za Sodobnost rekel, ko sem bil še v Štrasburu, edina stvar, ki me pri celi stvari zanima, je resnica. Ne? In tega si pri svojih letih pač ne dam vzeti. Ne? Ta luksus resnice si danes lahko privoščen, medtem ko si ga 18 let, ko sem bil sodnik in se mogel biti do teh stvari zadržan, nisem mogel privoščiti. No, o tem sem hotel, da bi se malo pogovorili. Ne? Kaj se zgodi s človekom, ko po taki, bi rekel, pač vrhunski karieri, dolgoletni v tujini, se vrne nazaj v matično domovino, ne? Kot smo že videli, praktično tukaj, saj vladajoča garnitura ne ve čisto dobro, kaj bi s tem človekom lahko počela, ne? Kar je problem slovenski, ki ni vezan sam na vas, upam, da se strinjate tudi še nekoga drugega. Ne? Se pravi, vi pridete nazaj in na nek način ne vejo, kaj bi z vami počeli in potem ste pred dilemo verjetno, ne? Kako se vi zdaj odzvati? Ali čist pač ponikniti ali iti v večji angažma? Kako ste vi o tem razmišljali? Ne, so sem vam rekel, te vrste pragmatizem ni nekaj, kar je zame značilno. In ko sem jaz tu napisal o Simone Weil, pa ko sem to napisal o teh požarih, da morajo iti ljudje na ulice, nisem imel niti tako, niti drugače, nekakšne metalne rezervacije, nekakšnega ulteriornega motiva o tem, kaj bi to lahko prineslo. Pač sem napisal nekaj, kar sem mislil, da je res. Jaz cel življenje tako funkcionira. Vi ste all in, pol. Ja. Kako ste pa na sodišču potem, tam ste sami rekli, ste mogli malo to brzdati, ne? Kako vam je to uspevalo toliko časa, ne? Ker v bistvu na vaše delo na sodišču nisem slišal, saj pri nas nobene pripombe, ne? Ne, tle bi se jaz pohvalil, da sem zelo veliko stvari premaknil na tem sodišču naprej. Meni so govorili, da so you are the brain of the court, a pa Jugoslovani so mi rekli guru v Strasburu in podobno. Sem res ogromne stvari sem premaknil naprej. Ne, sem 2 knjige o tem napisal, ne. Brali so jih v Hongkongu ali pa v Ameriki in tako naprej, namreč ta ločena mnenja. Ne. In bi se lahko s tem potrkal po prsih. Saj to v Sloveniji tega noben ne ve, ne. Pa medtem ko v zoni pa to vejo. Ne. In z druga beseda, to je bilo strokovno vprašanje. Ne. In v strokovnih vprašanjih sem pač prodiral na teh frontah, ki so značilne in so zame recimo odprte. Ne? Ja, ampak čeprav vem, pa ste leta 1990 kandidirali na volitvah za člana predsedstva Slovenije na listi Zveze komunistov Slovenije oziroma Stranke demokratične prenove, ne? Ne, jaz nisem bil nikoli član nobene stranke. Ne, član ne, ampak kandidirali ste, ne, za člana predsedstva. Mislim, da imamo to je bila pa res v igri pragmatična ocena v tistem trenutku, ne. Sam jaz se nikoli nisem identificiral z eno pa drugo. To bi bilo absurdno o meni reči, recimo, ne, ker me predtem 15 let sploh ni bilo v Sloveniji, jaz sem bil v Ameriki 15 let. Tako da, če bi me kdo takrat vprašal, kaj je to Zveza komunistov, ne, Slovenija ali pa Jugoslavija, pravzaprav ne bi znal na to natančno odgovoriti. Moj dragoceni svetovalec v tistem času je bil pa Mladen Švarc.
Aha, pokojni. ampak Bernard, si ti recimo vedel za ta podatek, oziroma ne, če te malo spodbodem, zdaj v nekaterih krogih desne politike v Sloveniji je še vedno zelo aktualna ideja o lustraciji. Ne? A bi potem takem tudi profesor Zupančič zapadel pod lustracijo, glede na to, da je kandidiral na volitvah na listi Zveze komunistov Slovenije? No, dejstvo, da je leta 90 ali 89, če se ne motim, kandidiral za člana predsedstva, govori samo o tem, da odgovor na vprašanje vaše oddaje, ali je bil disident, ne, ni bil disident. Ok, pa smo že bližje odgovoru, se pravi, eno možnost smo izločili. Če si kandidiral na listi SDP-ja, najbrž nisi bil disident. Disidenta sta bila arhetipa. Disidentov so bili Ljubo Serc, Jože Pučnik ali pa Viktor Blažič, se pravi tisti, ki so sedeli več kot 2 leti v samicah nekdanjega komunističnih zaporov. Najbrž gospod Zupančič in Dimitrij Rupel nista arhetipa disidentov, ne? Cenim pa kljub manjša razlika, oprosti Bernard, sam da to poudarimo, da ne bomo nekorektni, ker gospoda Rupla sicer ni z nami, upamo, da kdaj bo, ampak majhna razlika med profesor Zupančičem pa dr. Ruplom pa vendarle je, profesor Zupančič je enkrat kandidiral na listi pač ene stranke, ni kandidiral večkrat na listah različnih strank. Arhetip slovenskega Talirona je res Rupel in profesor Zupančič je svetlobna leta od tovrstnega tipa konvertitstva, se pravi Dimitrija Rupla, Karjala Erjavca in podobnih karikatur političnih, ki menjajo svoje stranke hitreje kot srajce. Ampak če se vrneva k prolustracijskemu vprašanju, ne vidim razloga, gospod ni bil član Zveze komunistov, kot sam pravi, tudi se ne spomnim, da bi bil kadarkoli vpleten v kršenje človekovih pravic. Glede na njegova izvajanja bi sklepal prej nasprotno, da je eden najbolj artikuliranih zagovornikov človekovih pravic, da gre v tem zagovorništvu celo za moj okus včasih morda korak predaleč, ko priznava nerojenim otrokom ab ovo tako rekoč pravno in človeško dostojanstvo, ampak mislim, da nam kljub vsemu manjka takšnih intelektualcev, ki so pripravljeni zastaviti svoje ime za resnico, tako kot je sam profesor Zupančič se izjasnil. In se mi zdi, da politična nekorektnost danes bi morala veljati za izrazito intelektualno krepost in da tudi primer BMZ-ja kaže na problem vloge intelektualca v slovenski družbi. Namreč ugotoviti je potrebno, da je prišlo do izdaje slovenske intelektualne elite, da se je zožila v sloj intelektualnih prostitutov, ki za 20 srebrnikov izdaja mamo, očeta, da v resnici seveda ne govorimo, in je zagatna situacija, v kateri smo, deloma, poleg političnih elit, pripisljiva tudi izdaji intelektualnih elit. Da nas preveč ne odnese, Bernard, se upravičujem. Sam to bi te še vprašal, preden damo besedo profesor Zupančiču, ko praviš ta prostitucija elit, pa da pač smo se nekako odpovedali intelektualni eliti. A to meniš, da čez cel politični spektr, ker vendarle pri nas velja, tako kot za vse druge stvari, da se povsod delimo na leve pa na desne, Gre za splošni problem, se pravi, na obeh levih in desnih izdaje, recimo že ne nazadnje primer akademskih sinekurnikov v Slovenski akademiji znanosti s svojimi prebendami, kdaj je Akademija znanosti se postavila v zadnjih 25 letih kot neka moralna avtoriteta. Imamo predsednika države, ki odreka funkciji predsednika države moralno avtoriteto. Imamo Akademijo znanosti, ki to ni, po mojem mnenju, ker molči za tistih
1200 evrov mesečne prebende, ki jo uživajo gospodje akademiki. Družbeni vpliv je pa enak nič. Kdo pa bo pol zapolnil ta vakuum, profesor Zupančič, kdo bo zdaj zapolnil ta vakuum, kdo bo ta moralna avtoriteta? Oziroma, z drugimi besedami, vi, ko ste se vrnili v Slovenijo, a je potem razen ministra za pravosodje, gospoda Klemenčiča, kdo stopil v stik z vami, vas povabil k kakemu sodelovanju? Ne govorim samo o vladajoči politiki, govorim tudi recimo o opozicijskih politikih, ne vem, govorim o nekih družbenih opinion makerih, skratka, kjerkoli center moči se je obrnil na vas, ali ste vi prišli nazaj in v bistvu praktično nihče tega ni opazil? Ne, noben se ni obrnil na me. Absolutno nihče. Se pravi, če vi ne bi kandidirali na tem javnem pozivu in če vas potem ne bi dali seznama, tako rekoč ne bi vedeli za to, da ste vi zaključili pač kariero na Evropskem sodišču za človekove pravice. Ja, v bistvu to je res, ja. Bernard, kako to komentiraš? Nihče ni prerok v lastni domovini. Tudi Slovenija se odreka intelektualnim potencialom, pa v nekem smislu je gospod Zupančič privilegiran, ker ima za sabo zelo ugledno kariero, je na pragu starosti, se pravi, lahko gleda nazaj z nekim osebnim zadovoljstvom. Žali Bog za celo vrsto 2-3 desetletja mlajših ljudi lahko rečemo isto. Se pravi, da slovenska država ne nudi vrhunsko izobraženim posameznikom mesta v slovenski družbi. Zlasti v primeru, če se ne podvržejo te strašljivi Gleichschaltungi, politični korektnosti, se pravi, da tuliš z volkovi, se prostituiraš na ta način, če pa si volk samotar, zavezan neki svojemu intelektualnemu poslanstvu, je pa tvoja izkušnja s slovensko stvarnostjo najbrž precej grenka, ker te sistem, ali je to zdaj neoudba, ali je to sistem, preprosto uniči. Mislim, to, kar se je ta pogrom, ki se je v njegovem primeru zgodil, lahko tudi po lastnih izkušnjah sodim, da se stvari dejansko v tej državi dogajajo, da mediji napadajo naprimer uboj osebnosti, da se lahko zgodi na klik. In da v bistvu... To sem hotel reči, da zdaj, ki si omenil pač lastno izkušnjo, zdaj imam nekako neprijeten občutek, da mi trije, ki smo v studiu te oddaje VV Faktor, se pravi, mi smo tisti, ki pač smo prezrti, pozabljeni in tako naprej in zdaj to lažemo en drugega, pa ne bi rad, da bi tudi gledalci dobili ta občutek. Profesor Zupančič, takole, ko vas gledam, meni še ne zgledate čisto v penzion, pa po moje tudi žrtv nočete biti, saj kakor sem spremljal vaše delo, pa kot tudi sami pravite. Na Facebooku ste objavili del svojega programa za predsedniško kandidaturo. Kako je zdaj s tem? Boste kandidirali, ne boste kandidirali? To nas zanima. Mi rabimo ljudi akcije, da razpihajo to meglo, ki smo zdaj videli intelektualno in sicer, ki vlada pri nas. Jaz sem bil pripravljen kandidirati, Potem se je pa izkazalo, da so ti roki za nabiranje podpisov, 5000 podpisov bi jih potreboval kot nadstrankarski kandidat, da so ti roki absolutno protiustavno in tako dalje kratki. Veste, v Franciji nabirajo županske podpise lahko 1 leto, pred volitvami tukaj pa morate 5000 državljanskih podpisov overjenih in tako dalje, kar je seveda drug nonsens, nabrati v 3 tednih. To ni malo. To je še ena od teh absurda. Veste, na Evropskem sodišču so meni večkrat rekli, so rekli, pa kaj je s to svojo Slovenijo, da iz nje prihajajo sami škandali. To so bile te pilotne sodbe, ki so se kot domine podrle od izbrisanih do varčevalcev Ljubljanske banke in tako naprej. Imamo tak sloves potem tam, da smo pač neka problematična država v bistvu na tem področju. Mislim, to je problem Slovenije, če gledate z pravnega stališča, da stoji za nekim zidom jezikovne barijere in počne vsakojake neumnosti, in sploh nima nobenega feedbacka iz zunanjosti. Veste, če ste vi zdravnik ali pa če ste inženir, pa tako naprej, za vsako stvar, ki jo vi počnete, lahko dobite feedback od zunaj, povratno zvezo. Zapravo pa absolutno ne. Tle se grejo lahko neumnosti,
kot pri vas, Krstiču, vse preko ustavnega sodišča, dokler Evropsko sodišče reče, pa vi niste normalni, na enemu človeku vzamete hišo za to, da mu pokasirate za 128,4 evra neplačanih komunalnih prispevkov. Razumem, ampak če ste te volitve žal predsedniške že zamudili, ne? Ampak naslednjih državnozborskih pa še niste, to vam pa moram povedati. Ne? 3. junija so najprej lahko po ustavi in po rokih, tako da dejte gledati, bi bilo fajn, da mal bi rekel, dobimo neko novo ponudbo, da ne bojo sam novi obrazi, mogoče bi pa morali stari obrazi se na nov zdaj pokazati, pa da mal se jih spomnimo, pa da ugotovimo, da pač ni vse nastalo včeraj pri nas. Ne, to sporočam, ki je v Murgle, ne? Aha, okay. Da tako hitro se me ne bojo znebili. Evo, se pravi, sporočilo današnje vdaje je v Murgle, pazite, ne, profesor, pisatelj, publicist, sodnik, pravnik, dr. Boštjan M. Zupančič je še vedno živ. Hvala lepa obema gostoma. Jaz mislim, da je jasno tudi našim gledalcem, da si je vlada namesto, da bi Slovenija dobila nekega ekscelentnega, čeprav mogoče za kontroverznega člana stalnega odbora OZN za človekove pravice, si je pač ustvarila nekega smrtnega sovražnika tukaj na političnem prizorišču. Ne? Po oglasih pa bomo pogledali, koliko ognja še lahko izbruha naš Goran Zmaj, prvi med junaki.